Danes je spet en tistih dni, ki lahko rečem, življenje je lepo. Danes sem se odpravil na Kope in tukaj malo raziskujem. Trenutno sem na Črnem vrhu, sem pa bil tudi že v onemle vrhu, tamle, ki ga vidite na drugi strani, neke energetske točke so. Lejte, kakšne razglede imam. Lejte, to je neverjetno. Sem šel pa z avtom do Slovenj Gradca. Tam sem si pa sposodil tale kolo. Lejte, to je električen kolo. Prvič sem bil na električnem kolesu in sem rekel, da enkrat probam. In fenomenalna zadeva, fenomenalna, bom potem več povedal. Lejte, drugače pa te razgledi, noro, noro. A je potem, lejte, tole lepo glamping kočo. Mislim, se ni glamping, jaz sem mislil, da je glamping. Potem grem, poprobam, če so vrata odprta in odprto. In lejte, kako je lepo noter. Tako, da če veter piha, da se malo usedeš, malo spočiješ, kaj pomalcaš, pogreš pa nazaj, ne? Tako da ja, lejte, res, jaz sem navdušen. Lepo je tukaj, to, da ne morem povedati, da vam pa malo povem v tegale električnega kolesa. Jaz sem to zmeraj mislil, da je brez veze, da je za lenuhe. Zakaj bi mu jaz električen kolo? Kolo imaš zato, da boš energijo zgubil, ne? In zakaj bi mu električnega? Ampak sem spremenil mnenje, veste kdaj? Lansko leto, ko sem šel na Storžič. In z vrha Storžiča gledam jaz na drugo stran, neke gore so bile, pojma nimam katere, in vidim tam, da je cel kup poti. Sem rekel, kaj bi bilo to zanimivo iti z kolesom? Pol, ko sem to gledal, sem rekel, jaz bi to umrl. Pač nimam dosti kondicije, da bi to nekaj z veseljem hodil, pa opazil naravo, ki bi se samo matral. Takrat sem prvič pomislil, da bi bil pa električen kolo super. In no, zdaj sem mu pa možnost, da si ga sposodim. Podjetje Rovando mi ga je posodilo iz Slovenj Gradca. Jaz sem se do Slovenj Gradca z avtom pripeljal, tam so mi dali ta bicikel, malo mi razložili in jaz sem šel gor. Lejte, gor, ko sem se vozil v hrib z eno roko. Pa sem celo malo za hec rekel, da vidim, če gre brez rok. Pa tudi tam, ki je bil hrib. Tukaj ne, semle na Črni vrh, pa še bolj je v hrib gor, tam do energetskih točk. To je takle hrib gor in trava. Veste, koliko je po travi teže vrtiti? Lejte, mogoče je bilo 10% težji, kakor po ravnini. Bolj je bilo težje mogoče kakšno balanco loviti, če je bila kakšna jama pa take zadeve. Ampak gledajte, to je neverjetno. In zdaj, ko sem probal, lahko rečem, niso električna kolesa za lenuhe, ampak veste, kaj je fino? Namest, tako kot jaz, ki imam rad naravo, namest, da naredim en dan 30 km ali pa 40, jih z električno naredim 80. Lejte pa tudi, da ne boste mislili, da nisem nič kalorij izgubil. Mi kaže tam, ne vem, mislim, da jih imam nekih 800, sem jih že pokuril. Čez 1000 jih bom, ko bom nazaj prišel. In to je tudi nekaj. Tako da ni, da nič ne porabiš, ne. Ker zdaj, če bi šel pa jaz z navadnim biciklom, pa ne, sploh do unih energetskih točk bi mogoče prišel, semle na Črni vrh, pa sploh ne. Pa je bil vzmatran, pa tako naprej. Pa zdaj, če mogoče tole gleda kdo, ki mu gre na živce rekreacija, ampak ve, da je rekreacija dobra zadeva, naj si kupi električen kolo. Pa bo videl, kako je to lahko, in potem, ko greš malo v naravo, pa ne zmatraš se preveč, potem ti to lahko užitek rata, ne. Tako da, lejte, ene zadeve je treba probati, pa šele pol vidiš, kako so dobre. Tako da,
Jaz si bom umislil en takle bicikel, ker je super. Razen problem imam, moram pol si še avto umisliti, namreč v moj avto ne bo šel, na prtljažnik ga ne bom dajal, to mi je preveč dela, jaz pol nekam, če v Bosno hodim, ne, pa vsak dan drugje prespim, jaz ga ne morem gor dati na prtljažniku čez noč pustiti, ke mi ga bojo krali, ne, tako bi jaz en caddy imel, pa da ga noter daš, ne, pa ga imaš. Tako da, če bom šel v strošek kolesa, bom mogel iti pol še v strošek avta. Kar bi bilo pa tudi dobro, da en malo slabši avto kupim, da lahko hodim po hribih in tako naprej, da ni avta škoda. V glavnem, glejte, dajte napisati v komentar, kaj je za vas lepo življenje. Meni je tole. Glejte, in kaj ima človek rab, da se ima super. Tako da, glejte, jaz upam, da ste tudi vi izkoristili dan vsaj pol to, ko sem ga jaz, pa se vidimo v kratkem iz kakšnega drugega zanimivega kraja. Adijo. Aja, če ti je všeč ta video, daj narod se na moj YouTube kanal, všečkaj pa kakšen komentar napiši. Adijo.